bla 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 dela. Nas je kar precej, tako da mogoče jaz naredim kratek uvod, pa pogledamo klip, pa vas potem povabim gor. Tako da najprej lep pozdrav vsem, super, da ste se odzvali, da ste tukaj. Za tiste, ki me ne poznate, moje ime je Mojca Fatur, po poklicu sem igralka in danes prvič v vlogi voditeljice okrogle mize, tako da se že vnaprej oproščam za kakšne morebitne zdrse ali pa nerodnosti, ampak jaz verjamem, da s tako čudovitimi gosti pač debata ne more biti nič druga kot plodovita, sočna in zanimiva. Skratka, intimni prizori na filmu. Jaz sem se s to tematiko srečala na letošnjem Craftu v sklopu strokovnega programa in se spomnim, kako smo se z nekaj kolegicami na otvoritvi festivala pogovarjali, na katere delavnice in predavanja bomo uspeli priti, na katere ne, in ko je nanesla tema na Ito O'Brien in intimne prizore na filmu in predvsem na naziv Intimacy Coordinator, se pravi koordinator intimnih prizorov, je to sprožilo cel kup enega hihitanja in v smislu, o moj bog, pa kaj si še ne bo izmislili, kaj zdaj to, joj, samo da folk služi, a zdaj ona kar pride na set, pa kaj ona ti reče, je tle se ga dotakni, tako ga poljubi, pa halo, pa se mi to znamo, saj smo igralci. Ampak sem pol kljub vsemu se udeležila tega in moram reči, da je bil res tak big bang moment, res tak aha in rečeš, o moj bog, kako sploh kot igralka sem lahko živela res tako v totalni temi in koliko je to res ena tematika, ki je premalo osvetljena. Rečemo, da je ena taka tolažilna stvar ta, da nismo sami, da je tudi v tujini to šele nekaj let v bistvu nekaj, o čemer se govori in s čimer se ukvarja. V bistvu moramo biti hvaležni, to je ta sreča v nesreči, gospodu Klemen, kako se že izgovori, Harvey Weinstein, ki je pač, so njegove akcije sprožile Me Too gibanje, ki je na to potem Itino delo, ki je toliko let ostalo neslišano in nevideno, končno potegnilo na plano. Ita O'Brien je Britanka, ki se je že v zgodnjih otroških letih začela ukvarjati s plesom, natančneje z baletom in je v bistvu celo svojo mladost posvečala gibu. Igrala in plesala je v mjuziklih, nato je študirala, diplomirala iz giba in pač postala režiserka nekje v tem gibalnem teatru. In v teh letih pol je tudi začela učiti in ko se je ukvarjala z mladimi, ko je delala, se pravi na sceni, je opažala, da ko je prišlo do raznih malo bolj intimnejših zadev, da so dostikrat ljudje, ne glede na to, kako dobro so se poznali, koliko so bili odprti, prihajali v določen krč, da je prihajalo do določenih napetosti, opažala je, da so se nekateri zaprli in je to tematiko res začela raziskovati. In tako je ona sestavila svoje smernice, ki so vsem na voljo na njeni spletni strani, se pravi Ita O'Brien, to je 15 smernic. In ko je ko je ta Me Too gibanje postajalo tako dejavno, je Equity, to je britansko v bistvu sindikat igralski, se obrnil na Ito, da bi ona v bistvu te smernice začela dejansko tudi druge poučevati. In se pravi, ona je že leta opozarjala tako teatre kot razne produkcije na pomembnost tega, da se tudi intimnim prizorom posveča enako pozornost kot vsem ostalim prizorom, ampak seveda je bilo ne hvala, prosim, odpoki, ne bomo zdaj zapravljali denarja in časa še za eno dodatno neumnost, to mi vse že znamo. Potem so se pa začele v bistvu velike hiše obračati na njo in danes praktično na HBO-ju in Netflixu skoraj da ni nobene produkcije, ki vsebuje kakršnekoli intimne prizore, da ne bi, če že ne ona delala na tej produkciji, pač delajo intimni koordinatorji, ki jih je ona izšolala. Tako da jaz za začetek predlagam, da si pogledamo en kratek filmček, da vidimo, kako ta proces sploh poteka, da si bomo lažje predstavljali, potem pa bomo začeli z debato. Tako da
tlele bomo videli Ita O'Brien, koordinatorka intimnih prizorov, na delu z režiserjem in igralcema. Zdaj pa sam play, ne, pritisnem. Nisem. Zdaj lahko to poklopimo, ne? Zdaj pa jaz vabim vse sodelujoče na oder, a vas poimensko. Klemen Janežič, izvoli, naš igralec in koreograf. Direktor fotografije Lev Predan Kovalski. Še en direktor fotografije Marko Brdar. Producentka Ida Weiss. Scenarist in filmski režiser Matevž Luzar. Petra Vidmar, producentka, pa je ostala nekje v gneči in se nam bo, upam, da pridružila. Tako da, jaz pa lahko tudi to odložim, ne? Takole. Hvala, da ste se vsi odzvali. Se veselim debate. Tako da, Klemen, jaz bom kar s tabo začela. Meni je v bistvu bil en tak večji aha moment, ko je Ita v bistvu predočila, kako je jasno in samoumevno, da za prizore, ki zahtevajo, ne vem, kakršenkoli ples ali pa akcijo, se brez problema pač najame koreografa oziroma, kako pol rečemo temu? Koordinator. Koordinator za boje. In to brez problema se pač nameni sredstva in nameni se čas za vaje. Pri intimnih scenah pa sploh ni treba, da so to dejansko spolne scene, lahko že tako karkoli je, pa nekje vlada to mišljenje, saj to mi vsi delamo, to mi vsi znamo. Dejta, pejta. In tudi v resnici, ne vem, kakšna je bila tvoja izkušnja, jaz, ko sem imela kakšne projekte, smo na primer se vsem scenam ful posvetili, to se je kar preskočilo. In so nekje ene 3 uravnilovke, ne, ali rečemo, ali je to malo tak neroden, malo hecen seks, ali nežen, ne, ali pa pač živalski. In tle mi končamo zadevo in pol pride ta dan, celo zelo radi to dajo na prvi snemalni dan, ko češ vsi bomo čim prej se tega utresli in pol zadihamo, meni se zdi to grozno, ker je fajn, ne, da se ustvari prej neka čisto kemija med igralci in ta občutek, kot se na snemanjih vedno zgodi ena ta filmska družina. Tako da me zanima, kakšne so bile tvoje izkušnje do zdaj pri projektih in ko si sodeloval na Itini delavnici, kaj ti je dalo v smislu, si imel občutek, da je to res nekaj, kar nam manjka? Ja, lepo pozdravljeni. V bistvu mislim, da izvira mogoče ta zadržanost pred temi prizori že čisto od začetka, da tega, tako kot sva se prej pogovarjala, ni na akademiji ali pa da se s tem ne spoznamo čim prej in tako mislim ne samo kot igralci, ampak pač ja, tako kot celoten različni sektori, ki sodelujemo pri filmu, gledališču, recimo zdaj filmu. Mislim, da je to en razlog, ker tudi na akademiji se tega, bom rekel, se ne raziskuje oziroma se ne nekih pravil ali pa na nek način, kako naj bi potekale stvari, da je to, kar se mi zdi bistveno, sproščenost.
Zdaj seveda za pretepe, za razne posebne učinke, ki so, imamo tudi predmete na akademiji, recimo, ki se jih učimo ali pa vsaj kako se z njimi spopadati in seveda tudi na filmu oziroma produkcija večinoma priskrbi, da se ti to prej naučiš oziroma se seznaniš s tem. Vsi to znamo. Jaz osebno imam večinoma izkušnje iz TV-ja ali pa gledališča, no to sploh, ampak kar se tiče seta. In največji problem, zakaj sem jaz tudi recimo me to zanimalo priti, da vidim je, zdaj sem res zelo specifičen, je, ko se na set, bom rekel kar pripelje recimo statista ali statistko z nalogo, ti si na drugi strani pač igralec, teh scen recimo v seriji je več, tudi mogoče v enem delu več, in se pol mi tega lotimo. Zdaj se pravi, to je oseba, ki je posnela verjetno za neko audicijo.com, za nekoga pač posnetek doma, pomanjkljivo oblečena ali oblečen in je to v nekem varnem okolju. Potem pa ta človek pride pred 20 ljudi, večinoma seveda tudi ponovadi je to razmerje fantov in dekle v negližeju. In tle moram reči, da sem zdaj v preteklem letu, dveh začutil dostikrat spremembo ene energije pa ene atmosfere na setu. Pa zdaj ne bom rekel, da samo zaradi osebe, ki je na novo prišla ali pa da je samo njej težko. Ne, če se nekdo na setu ne počuti dobro, se mi zdi, da to nekako okuži celoten set, ker pol tudi rad vse skupaj malo, ne. To je bil recimo en razlog, ki je bil meni glavni, zakaj v bistvu, kaj se skriva tle. Zdaj pa občutek je bil malo tam v Kranju, kada smo odkrili toplo vodo, čeprav je nismo. Predvsem pa nam je nekdo ta milimeter, ki ta scena predstavlja, recimo, če so to milimetri vsakega filma, se pravi, ali kar delamo, materijala, je znotraj tega milimetra so kilometri lahko. In to je bilo meni zanimivo. V bistvu, kako v bistvu s predpripravo, večinoma je tle predpriprava, kako pripraviti dva igralca do tega, da se res dobro počuta v tej sceni. Da v bistvu je to nekaj, kar dobro naredimo, tako kot fajt ali pa nekaj kaskaderskega ali pa konec koncev nekaj dramskega oziroma bolj igralsko nalogo, ki je dobro, ko veš, da se je dobro naredil ta občutek, v bistvu, da ga imaš lahko tudi po teh scenah. Moram reči, da za lastne izkušnje, hvala Bogu, nimam nekih, da bi rekel, pretresljivih, da bi delil z vami, češ, to se mi je zgodilo na filmu, poslušam kolege in kolegice, ki jih imajo. Ampak se mi zdi pa nujno in super se mi zdi, da smo vsi sektorji kle, ker mislim, da je to nemogoče samo iz enega sektorja, pa mislim, da nismo nič zamudili. Se mi zdi zelo dobro, da se pa skupaj pogovarjamo o tem, ker mislim, da je vsak mora dodati, vsak sektor mora nekaj dodati, da bi ratala to v bistvu nek normativ v našem prostoru. In za to delavnico moram pa reči tako, prej da sem še bolj konkreten, meni je bilo v bistvu ful všeč, da v bistvu v trenirki vadiš seks sceno ali pa neko, bom rekel, kakršnokoli intimno dogajanje, mislim, to se mi zdi ful dobro. Ful se mi zdi dobro, da se dva igralca, sproščeno z režiserjem na postli in z DOP-jem zraven in da se to pogovarja, da v bistvu si del v bistvu scene. Da ta intima ni samo tvoja intima, ampak je intima vseh nas skupaj v tistem prostoru. In če toliko ljudi deli to intimo, je pol tudi veliko lažje, veliko bolj sproščeno je telo in se mi zdi, da dosti težje pride do trenutkov, ki pa to je res, to so neke zadeve, se dogajajo, nek energy flow je, nam se dogajajo stvari, hočeš nočeš, lahko imaš toliko izkušenj, se ti nekaj zgodi. In ta nerodnost pred tem, da tega ni, da v bistvu tudi če pride mogoče do momenta, ko se nekdo vznemiri, dobesedno, na kakršenkoli način, da se to lahko prekine, da to ni nič takega in da se vzame pauza in se gre še enkrat. Vem pa seveda, kaj to pomeni za produkcijo, za čas snemanja, za čas zavaje, kdaj se to zgodi, vse to, ampak mislim, da je to, se treba začeti pogovarjati. To je res, kaj si rekel, v smislu občutek, da smo odkrivali toplo vodo, ki to ni, ampak na nek način je v tem smislu, da rečemo, intimni prizori bi res v bistvu si zaslužijo in zahtevajo enako količino časa priprave, ker igralec, tudi to je, da se igralce na nek način kdaj skoraj malo smatra kot ekshibicioniste, ne, sej kaj pa je, in v smislu, da se tudi enači, dober igralec ne bo kompliciral, dobremu igralcu ni nič težko,
Če je igralka dobra, se bo slekla, bo naredila, kar boš rekel, bo. In je tudi to postalo, ne, si ti ne upaš niti piskant, ker bo občutek, ko moj bog, si naslednjič me ne bojo klicali. Ne? Kar sem hotela reči je, se pravi, zame dober igralec pomeni, da je res igralec, ki si upa v bistvu slačiti dele sebe. In ko smo v intimnem prizoru, sploh če smo goli, si na vseh nivojih res popolnoma slečen. Kar pomeni, da hitro lahko pride do tega občutka, da nisi več v vlogi igralca, ampak da si ti tam privat. In tega nočemo, ker potem takrat tudi v bistvu vse prizor neha. Ne? Ker zdaj gledamo, jaz sem pol v tem, ko sem šla raziskovati, kaj Ita delala, sem zdaj pregledala pač HBO in Netflix in to je res noro, v kakšnih projektih ona sodeluje, naprimer zdaj bila Normal People, pa Conversations with Friends, pa Vikings Valhalla. In kar mi je zanimivo, da te serije, naprimer, res vsebujejo ogromno spolnosti in so tudi zelo gledane. In se pa tudi že vprašaš, mislim, a ljudje res tako hrepenijo po temu, ampak se mi zdi, da tle je tudi lik toliko slečen, da ti kot gledalec se tudi zelo lahko z njim poistovetiš, če je lik dejansko v teh scenah lik, če ni igralec privat. Ampak kaj mi je bilo pa zanimivo iz vidika fotografije? Scene so večinoma res zelo strastne. Tako prav začutiš v sobi in začne vse margolet, ne? Ampak so pa večinoma niso direkt nazorne, ni da zdaj ti kar vidiš tam, bam, ne? Grob plan, cela telesa. V bistvu gre za te detajle. Ne vem, ena roka se dotakne kože in pol je že naslednji kader, samo vzdih. In pol je, ne vem, kader, ko se, ne vem, kurja polt. V bistvu so mehni detajli. In pol sem bila prav pozorna, ker sem gledala, ker je bil en zelo strasten seks, večinoma je bila samo rama se je kazala. Ampak vse je bilo jasno, mislim, si kar znotraj sebe čutil. In zdaj mene zanima vaju, ne, sprašujem Lev in Marko, tudi za take prizore ujet v takem smislu so potrebne vaje. Verjetno je dobro, da se točno ve, zdaj lovim to. Ker tako, ko je Ita takrat rekla, drugače zapremo set, ne, vsi ven, snemamo seks in ti zdaj tam krožiš okrog in si sam srečen, da ne dobiš direkt, ne vem, sam riti na zaslon. Ja, dober dan. Ja, večkrat, v bistvu mislim, da vsak projekt nekako ima v sebi cel kozmos intimnosti, začne se že s tem, da pač nekako pred kamero si izpostavljen že po defaultu, se pravi nekako kot snemalcu je nek privilegij, da sploh lahko v bistvu nekom si intimen, ne, in to ne zadeva zdaj samo te intimne seks prizore, ampak pač gre za neko zaupanje, ki ga poskušaš na začetku projekta vzpostaviti nekako s celim timom, pa pač najbolj z neposredno pač vzpostavljenimi igralci. Tako da, zdaj, kar se pa različnih scen tiče, ki so lahko zelo različne, pač od poljuba ali pa pač do najbolj, recimo temu živalskih scen, vse to je nekako predebatiran, skomuniciran, zdaj pa ne vem, je to v zelo veliki meri tudi pomaga, ne, pač to neko največje zaupanje, ki ga mora imeti igralec do režiserja, konec koncev ali pa soigralca, ni nek hiter proces, ne, tako da to, če se to na začetku dela, sigurno ni pravi moment, tako da, kar se pa tega vprašanja tiče, pač filmski jezik lahko pokaže intimen prizor na veliko načinov, lahko je pač to nek širok plan, ki vse razkriva, lahko je pa pač neka poezija oziroma neko sosledje kadrov, intimnih trenutkov, čisto odvisno, kateri občutek pri gledalcu se želi povzročiti. Zdaj pa seveda vse to bi moglo biti vnaprej pojasnjeno in naprej bi se mogli vedeti tudi, da bi lahko igralci nekako lažje stopili v prizor in
Je pa vsekakor, jaz mislim, da potreba po mojih izkušnjah je za tem koordinatorjem intime, je za osebo, ki nekako to, ki ima pač, ker tudi režiserji ali pa kdorkoli na ekipi, vse so vsi profesionalci, samo kljub temu težko je verjeti, da imajo vsi neko znanje, kako osebi pristopiti v socialnem, intimnem smislu, v nekem pogovoru, pač, tako da, ja, mislim, da potreba je, no, je pa, tako da. Super, hvala. Ja, lep pozdrav. Jaz mislim, sam za en trenutek bi se vrnil čisto na začetek, mislim, da je pomanjkanje pogovora na setu o teh stvareh izvira tudi iz pomanjkanja pogovora oziroma iz tega, da je spolnost v bistvu intima tabu tema tudi v družbi, v kulturi, ne. In tle se po mojem začne in valjda je potem ljudem, ki pridejo na set, mislim, izhajajo iz tega, kdo so offset, se pravi, ne, če je nekomu neprijetno se o tem pogovarjati, ne vem, z lastnim partnerjem ali pa s prijatelji, potem tudi težko se imel to pogovarjati pa z nekimi v bistvu tujci ali pa profesionalnimi sodelavci v nekem okolju, ki je čisto drugačno. In napaka je v tem, da potem bežimo od tega, namesto da bi se s tem soočali. Lahko rečem pa tudi, mislim, se Marko je v bistvu že praktično vse povedal, zdi se mi, da zelo pomaga, ko se tega tipa prizori natančno v bistvu koreografirajo, zato da v bistvu vsi vemo, ne, igralci, režiser, cela ekipa in seveda tudi direktor fotografije in snemalec, kaj se bo v katerem trenutku zgodilo, kaj bomo kdaj posneli, da ni treba po nepotrebnem ponavljati stvari, da ni treba po nepotrebnem v bistvu matrati ljudi v neke intimne prizore, ne, večkrat, da se dobi material v bistvu v najbolj efektivnem možnem času, ne, ki je tako, ja, to bi sem še dodal. Ja, smernice imajo tudi naprimer, to je cehovsko združenje britanskih TV in filmskih režiserjev, to tudi najdete na njihovi strani, imajo super smernice, celo so naredili režiranje intimnih prizorov v času covida, naprimer, in imajo zelo lepo vse razdeljeno res po sektorjih, se pravi smernice za producente, smernice za scenariste, smernice za kostumografe, agente, casting direktorje in tako. Ker je zanimiva stvar tudi, da po teh smernicah, ki se jih oni zdaj od te afere seveda vsi zelo, zelo držijo, je, da tudi v prvem krogu audicij absolutno nobene golote in nobenih v bistvu intimnih zadev tako. Šele v naslednjih krogih, ko je zbor se že bliža in imajo zanimivo, tudi se podpiše prav pogodba, kjer je zagarantirano, da se vsi posnetki potem uničijo, da ne bi kdaj pricurljali ven. Tako da oni so v bistvu te stvari začeli zelo imajo tako, no, skozi podpisujejo vse sorte. Ena stvar, ja, zanimivo, Ita je omenila, da je na začetku predvsem režiserji starejših generacij so imeli občutek, da s tem, ko na set prihaja na primer koordinator, oni izgubljajo svojo avtoriteto. Je rekla, ampak da se je zdelo zanimivo, da tega niso nikoli ne pomislili, ne občutili pri koreografih, niti pri teh, se pravi, za razne akcije, ne. Da kako zanimivo, da so dobili ta občutek vedno res sam pri intimacy koordinatorju. Kaj ti misliš, Matevž? Mislim, prvo mislim, da je to seveda tudi vprašanje ega vsakega posameznika, kako to dojema v bistvu. Mislim, da valjda režiser, tako kot je prej tudi Marko, v bistvu tako kot direktor fotografije, v bistvu se ustvari neka kemija na setu. Ne mislim zdaj kemija ekipe. No. In ta kemija je seveda povezana tudi z nalogami, ki jih vsak opravlja, od režiserja, snemalca, producenta in to diha kot eno. In potem, ko pride neka oseba, verjetno so se te ljudje počutili mogoče ogroženega ali pa se zbali ne toliko za avtoriteto, ampak v bistvu tudi za to kemijo, da malo se poruši dinamika. Vsi vemo, ko nekdo pride na set, ki ni direktno povezan s projektom, se vedno malo spremeni dinamika na samem setu.
Tudi recimo igralci, ki imajo mogoče manjše vloge v filmu, ki pridejo, imajo občutek, da so prišli v nek drug svet in rabijo nekaj časa, da padejo v to dinamiko celotne ekipe. In mislim, da je s tem povezan. Je pa res, da so pa te stvari se začele tako drastično spreminjati in je super, da so se začele, ker je res absurdno, da se o tem in izven seta ali pa na setu v bistvu v preteklosti premalo govorilo. Jaz recimo sem govoril z igralci in igralkami, ki so delali v jugoslovanskem filmu pred leti, se o teh scenah ni sploh pogovarjalo. Zdaj pač snemamo sceno, ker dva sedite za mizo, potem pa delamo seks v bistvu. In ni bilo neke take dinamike. Mislim, da to izhaja tudi predvsem z neke zadržanosti lahko, mogoče se nekdo tudi kot režiser počutil, da ne ve točno, kaj bi dal za navodila, ampak seks. Saj to, če gledamo scenarije, v bistvu, kako recimo imamo napisane noter scene pregonov, ko pridemo na intimno sceno, a je isto napisane, ali je detaljno, v bistvu nas popelje skozi cel prizor. Ja, ne, večinoma je to, ja. Dol sta se dala, živalsko sta se poseksala. In potem vsak skadila svojo cigareto, pred leti, zdaj ne več. In to je, ne, se pravi, v bistvu intimni koordinator na nek način naj bi poskrbel, se pravi, seveda za varnost vseh sodelujočih, ne, da se vsi počutijo v bistvu, da so res varni, da se lahko še bolj v bistvu odprejo in predajo. Po drugi strani pa je tukaj tudi zato, da režiserju dejansko pomaga v polnosti realizirati vizijo njegovih intimnih prizorov. Ker jaz imam tudi to izkušnjo iz filma, ko smo se fantastično imeli na snemanju, res, mislim, vsi smo uživali in še zdaj smo zelo povezani, ampak se spomnim, da o teh prizorih točno tako. Napisano je bilo z enim stavkom, ni se govorilo, jaz sem imela je bil tudi en prizor kao samozadovoljevanja in sem tudi tako, sem prišla do režiserja in sem nekaj, kako si predstavljaš, kaj? Ja, naš, nared, ne? In sem nekaj, ja no, ampak, ne? Ker ogromno pove v liku, zdaj, ali ona v tem uživa, ali v bistvu ima slabo vest, ko to dela, ali je vmes, ko to dela, toliko pogreša njega, da besna postane, kaj počne, ne, mislim, in kaj pol, mislim, se pokriješ in reče, sedemo kar za rjuho pokrili, ti sam vsakaj, mislim, ne, in pol dejansko tako vse neki hecno rata, da imaš ti pol, privat občutek, mislim, totalno, res tako, kaj bi se kar skril. Super, Matevž, to, kar si omenil, to tudi Ita blazno poudarja, kako bi morali še bolj poskrbeti za v bistvu te igralce, ki zgolj uletijo, ki niso tako del pol res te filmske družine, ki se ustvari, sploh te reveži, ki pridejo na set sam zato, da ne vem, recimo nekoga posilijo, ne. Je rekla, da so dejansko pozabljamo, ne, in tolikokrat izvisijo in že tako se ne počutijo tako del, pol je pa še en tak zoprn občutek, ko itak delaš nekaj, kar mislim, jemljamo to tako zlahka, kot če se je igralec. Ampak cel kup enih emocij, naprimer se spomniš mogoče Klemen, ki je bil ta mlad igralec iz Bosne, ki je razlagal, ko sta svojo sošolko s faksa snemala prizor, ko je on njo mogel posiliti. Se pravi, ona dva sta bila sošolca in zelo dobra prijatelja, povezana vse. In sta to celo vadila. Ampak ko so snemali, je ona kar vmes padla in ta rekla, shit, ful si me, davu si me, nisem mogla dihati. In je on bil, shit, ne, res ti nisem, prisežem, da nisem, prav pazil sem. In je rekel, kako mu je bilo to grozno. In ponavljajo in je rekel, pa sem res sem pazil, komi, da sem se jo dotikal. In ona spet v čisto frko, shit, ne morem, fakt, ne morem dihati, daviš me, stari, ne. In je rekel, polkrat cel svet ga je malo gledal, ne, noben ni zares rekel, ampak jaz sem točno videl v smislu, halo, model, pa ne moš biti taka žival, pa dema, si glumac, kontroliraj se, ne. In je rekel, da ga to mori že leta. Ona dva sta kao cool in vse, ampak je rekel, res imam zdaj
frko, mislim, kadarkoli je kaj zasnemati, ne, in v bistvu prav to, ker niso stvari res v štartu pregovorjene, dorečene, ker ita pravi, ne samo tako, mi prizore zvadimo in potem je to črno na belem. Vsi vemo, kaj se bo dogajalo. In marsikdo, na primer, očita, ja, pol je to taka čist prazna koreografija, to pol ni tega. Ampak v resnici ja, je koreografija, ampak ko je točno določeno, ko imamo vsi vse korake, takrat potem igralec stopi v svojo vlogo, kar je igralec in temu vdahne v bistvu čustva. In takrat potem stvar polno zaživi. Bi mogoče na tem mestu se obrnila na vaju. Kaj vama kot producentkama predvidevam? Verjetno, ko vidiš, to si rečeš, ja, to je res nekaj, kar nujno rabimo, ampak zadnji pa cinglja mogoče, o moj bog, to je spet sam toliko dodatnega časa in dodatnega denarja. Ne, se upravičujem za zamudo, mojce, oprosti najprej to. Ko ste rekli na društvu za to okroglo mizo, sem začela razmišljati, da jaz nimam nobenega filma še z intimnim prizorom in je super, da se bom zdaj pravzaprav podučila, kako mora biti to pravilno narejeno. Ne, jaz sem že, ko ste imeli to predstavo na Kraftu, kar se tega tiče, videla to kot neko blazno pozitivno stvar, zato ker, ne, če bom rekla, če primerjamo to s koreografi za karkoli drugega, da seveda ne vem, zakaj bi delala razliko med nečem, ne, pač ja, ti znaš Shakespearea, pa narediš, pa je to v redu, ne. Seks scena je pa nekaj, kar boš v tistem filmu takrat delala in seveda se moraš tudi kot igralka na novo naučiti in prevaditi tega, ne. In če primerjam to z orkestrom, ki se je mogel naučiti hoditi, in je tudi rabil svoj čas in je tudi rabil svoje ponovitve, mislim, meni se zdi to absolutno nujno. Jaz upam, da bo kdo mogoče se odločil za študij priti zares, ne, in da bo to pač prišel sem, ker bo mogoče tudi lažje potem čez neko filmografijo, ki je v Sloveniji, kar se tega tiče, da v primere videl, ne, se vi tudi čez učni proces vidite marsikater film, pa ste marsikater ta prizor videli, pa se da fajn primerjati. Tako da jaz samo pozdravljam, ker jaz mislim, da vse, kar dela ljudi varnejše, dela ljudi boljše in je potem pravzaprav ta čas, recimo priprave na to in da so vsi pripravljeni na to, pravzaprav samo zelo dobra investicija, da bo šlo snemanje zelo hitro skozi in da ne bo se zares ustavilo snemanje, ki je dražje, kakor, ne vem, ne predpriprave vaše. Tako da to bi bilo nekako, to je moje stališče do tega, zdaj, kar se na tem področju dela, ampak kot nimam pa še nobene tako izkušnje, nisem imela tudi še nikoli na snemanju zares neke, ne, ni, maksimalen pogovor zares, ki ga je bilo, če je bilo karkoli golote, pa še ta je bila zelo pri nas, nimam toliko izkušenj s tem, no, tako da sem razmišljala pravzaprav, da edina stvar, ki je približen blizu, je bil Zvizdan, ki ga je Marko snimal, ki je pa pač, ne, v tistem filmu je pa zares zelo dobro pokazan, da lahko vse pokažeš, ali pa tudi vse z malimi detajli pokažeš. Ja. Ok, to od mene, hvala. Hvala. Ja, jaz bi pa rekla, da ja, seveda, pač, ko prideš potem do konkretiziranja te ideje pač intimnega koordinatorja, se pač odprejo taka vprašanja, ne, in takih nekih podobnih, ne bom rekla podobnih, ampak potrebnih funkcij na snemanju je še nekaj, ki v bistvu bi bilo fajn, da bi jih imeli, recimo mi pač standardno na naših filmih, pa jih nimamo, ne, pa radikalno do tega, ne vem, da imamo varuško, ki čuva otroke od žensk, ki so v filmski ekipi in tako dalje, ne. In vedno znova pridemo na problem budžeta in sredstev, ki jih imamo in da potem enostavno ene stvari ne moreš zagotoviti ali pa kakorkoli jih žrtvuješ. Se mi pa mogoče glih na primeru te funkcije zdi pač nekaj, kar bi bilo treba začeti nujno upoštevati, no.
v naših, v planiranju produkcije, v budžetiranju filmov in tako dalje, ker se mi zdi, da je to res ena mislim, da to toliko posega v intimo vsakega, ne glede na to, koliko, ne vem, smo generalno, se mi zdi, vsi za to, da, ali pa vsaj zase lahko to rečem, da so mi zelo pomembni odnosi generalno na snemanju, mislim, vseh v ekipi in v vse smeri, in po vertikali in po horizontali in tako dalje. Se tukaj vedno odpre eno polje, pri katerem je vsem nelagodno. Igralcem, režiserjem, producentom, asistentom, pač vsem, ki so tam. In ja, tako kot je Lev rekel, je to tudi en tabu. Čeprav mene bi res zanimalo, mislim, pač recimo, ne vem, tako, ko na hitro se spomnim starega jugoslovanskega filma, se mi zdi, da ne obstaja en, kjer ne bi vsej nekje bila neka golota ali pa nek seks, tudi če absolutno bilo to nepotrebno v smislu zgodbe ali pa ne vem česarkoli, ampak da pač je to kar nekako bila dosti neka pogosta praksa, da je treba v nekem trenutku neka prsa pokazati pa nekoga razgaliti pa tako. Zakaj je do tega, zakaj pač to tako, ne vem, verjetno gre za neko pozicijo moškega kot takega, ki je bila takrat vseeno drugačna kot danes, ko so naši fanti malo bolj senzibilizirani okrog teh stvari. Ampak ja, če se vrnem na produkcijski del, ja, definitivno, mislim, da je bila super ta pobuda Krafta, da organizira to gospo, da pride in da je super zdaj tudi ta naša tukaj debata na to temo, predvsem v smislu res tega nekega ozaveščanja, da vsi nekam tole zmemoriramo v male možgane in da pač to, da se tega zavedamo. Jaz recimo nisem sploh se zavedala te funkcije do trenutka, ko je bilo pač to predstavljeno na Kraftu. Smo pa imeli, mislim, jaz za razliko od Peter sem imela par filmov, kjer smo pač imeli prizore in golote in seksa in tega, ampak je bilo pač, se mi zdi, da v prvi vrsti je bilo to zelo odvisno od senzibilnosti samega režiserja, kako je tole shendlal, ne. Nekako to pravilo je pa pač bilo, da ekipa ven, ne. Mislim, da se pač res ohrani sam en tisti najbolj nujen del ekipe v tem trenutku in da se pač vsej v tem nekem smislu te scene obvarujejo, ne, pred pogledi in pred, ne, tudi naslajanjem, mislim, ampak se mi zdi, da ekipe filmske so tudi, kar se tega tiče, toliko profesionalne, da tudi, ne vem, sami tehniki pri sebi vejo, da so to pač delikatne stvari. Tako da, ja, mogoče to zaenkrat. Ja, jaz bi rekla, tako moje izkušnje so, da je bilo drugače vedno nekje, vsaj jaz sem imela tako izkušnjo, bilo spoštljivo, seti so bili zaprti in tako, ampak se mi zdi škoda, da te stvari še zmeri tako tabuiziramo in jih v bistvu, ko smo igralci povabljeni k projektu, se pogovarjamo o vsem, samo o teh scenah, ki so not in si vsi malo delamo kot, mogoče pa sploh ne bo pol, ne? In mi je škoda, ker v resnici, zdaj, ko gledamo vse te filme in serije, ki imajo take prizore, se mi zdi, da so te prizori res velik doprinos. Pa ne v smislu nekih ekscesov, ampak še neke druge dimenzije odprejo. In vidim, naprimer v Britaniji, ko imajo, se pravi, te njihove smernice, ne, zelo poudarjajo, da se zavedajo, da še zmeri velika večina produkcij nima denarja za koordinatorja, ampak imajo zato oni, njihov pač ta ceh, razna izobraževanja, da se resnično vse te pomembne sektorje na filmu pripravi in da se vedno bolj držijo teh smernic. Se pravi, da se začne že s tem,
da ko ti kot igralec pristopiš k projektu, tudi to se mi zdi fajn, da pozivajo igralce, bodite aktivni, preberete scenarij, sam pri sebi poglej misel, na kaj ti naredi, ne, in išči, pridi s ponudbami, ne da sam prideš do producenta, že jaz tega ne bom, ne. Rečeš, meni v tem res ni prijetno, in da se začnemo zavedati, ne, da igralec, ki reče, da mu nekaj ni prijetno, ni zato, ker je, ne vem, ker komplicira ali karkoli, tle spod je cel kup enih zadev. Lahko je, tudi noben imel neke travmatične izkušnje, lahko je, ne vem, body shaming, ne. Reklo mi je, na primer, cel kup otrok igralcev, ki so zdaj odrasli, da jim je bila totalna travma gledati svoje starše. In da še zdaj jim to, in da zato imajo oni problem, ki pomislijo, moj bog, a mene bojo moji otroci tako gledali, ne. Hočem reči, le toliko enih detajlov, ne moramo reči samo, moj bog, ta komplicira, ne. Karkoli, lahko so nekoga zasmehovali, res, moj bog, le, kakšno imaš postavo. Ženskam se nam po porodu zelo spremenijo telesa. Vem, ko sem bila tako v enem prizoru, zdaj ona reka, meni je ful beta, zdaj bom mogla prsi se nekaj, pa ful imaš lepo, pa zdaj reka, ne, tako imam zdaj grozne bradavice od dojenja. Mislim, polno enih, ki se ti res počutiš in je škoda, mislim, ne rabimo tega. Se pravi, gre res za to, da že v štartu vsi odprto pristopimo, ampak se pravi, igralci bi že v štartu rabili ta občutek, da če se izrazimo, ne bomo tako etiketirani, moj bog, tega rajš ne, ta bo kompliciral, ful bo treba, ne? Da smo odprti že v tem momentu in pa seveda, da skušamo vsi sodelovati pri kreaciji tega prizora, tako kot delamo druge prizore, plodovito, z režiserjem, kaj bi mi tle radi prinesli. In da se išče momente, to hočemo, torej, če ne bi tega, kiri so še načini, ne? Oni ful poudarjajo, da se pol že v štartu, v bistvu režiserji in producenti zelo pogovarjajo s samimi scenaristi. Kaj je res nujno potrebno? Kaj si ti kot scenarist zamislil, ne? Tako, a ste, kako vedve gledate, na primer? Če pride kakšen igralec pa reče, jaz tega ne bi. Nismo to imeli, pa recimo je intimnost, pa ni intimnost, pa govori o najstniku. Ampak, se pravi, film Košarkar naj bo je imel pač enega nerodnega, malo introvertiranega fanta v prvem delu. Pa smo rekli, se je pa zrastel pa to. Ampak je, ko je Klemen prebral scenarij za drugi del, rekel, jaz se ne bi poljubljal. Ne? Se pravi, to je bilo. In mi smo rekli, v bistvu to je prišel do mene, da pač je ta ideja, pa potem smo se s Klemenom pogovorila, sicer jaz sem rekla, a ti je tako fizično poljubljanje neprijetno, ali zato, ker bo tvoja punca to videla, ne, pač, ko so bili te najstniki. Pa je bilo bolj slednje, seveda, in vse, ampak In smo pač temu primerno spremenili in še zmeram zgleda, seveda, ker to znamo v filmu narediti, tako da pride do poljuba, čeprav zares ne pride do poljuba. Tako da pač to je moja edina, tako da mi neki igralec rekel, to pa ne bom naredil. Drugač nimam v spominu, da bi bila kakršnakoli taka eksplicitna scena ali pa da bi mi kdo resen pomislil, da česa ne bo naredil. Ampak no, evo, primer, ko je mislila že, da je govora o intimnosti, pa da zaradi tega je težava, pač ne je razlog nekje drugje. Ampak še enkrat, da se na marsikateri način marsikaj pokazati, pa je še zmeram efekt isti. To je, bi rekla, zdaj to, ko rečete, da imate čas, pa pol nimate, ne, to je druga stvar. Ne, to je, vi rečete meni, da nekaj ne boste. Ne, ampak pač šalo na stran. To, naprimer, tam lahko kot nek tak primer, da se je enkrat zgodilo. Kaj pa ti, Matevž, kot režiser, ali pa nasploh, ko se režiserji med sabo pogovarjate, imaš občutek, da še zmeri, da je kar velja to, da se pol tako, ne vem, govori, joj, dej, tistega rajš ne komplicira, ali je tega vedno manj?
Mislim, jaz nimam izkušnje sploh te, da bi s kolegi govoril, zdaj pa nekdo komplicira ali pa tega ne zaradi recimo tovrstnih scen ali pa kakšnih drugih. Mislim, da to ni stvar sploh debate, saj se mi zdi v zadnjem času nisem na to naletel. Je pa druga stvar, ki je pa večkrat recimo zdaj, ko se je bolj začelo govoriti o intimnih scenah seksa na filmu, se pa dosti več tudi režiserji pa režiserke med sabo pogovarjamo. Dosti več v bistvu, kako pristopiti temu, kakve so naše izkušnje in v bistvu, kako potem to vse skupaj nekako oblikovati sceno. Ker jaz bom kar v bistvu zelo iskren, moja izkušnja v bistvu kot gledalca jugoslovanskega filma, našega filma in tako kot Rida omenila, sem kot gledalec imel velikrat občutek, zakaj je zdaj ta scena seksa bila v filmu. In mi je to bilo vedno, v bistvu me je odbijalo, zaradi tega, ker scena ni bila v funkciji zgodbe. In se mi zdi, da je bilo večkrat to izrabljeno na nek način. In potem, ko sem sam postal v bistvu režiser, začel delati svoje filme, pisati scenarije, sem se nekako vedno izogibal teh scen. Ker izogibal iz vidika, da je vedno bilo vprašanje, ali je res pomembno za zgodbo, da ima funkcijo in za like in za razvoj zgodbe. In če je v bistvu odgovor na to, ja, mora biti ta scena noter, potem je popolnoma legitimno, da se obravnava tako kot vsako drugo. Ampak ja, iskreno pa v tem se mi zdi, da so na različne načine lahko pristopimo. Tudi se mi zdi naša domišljija ali pa že tudi sama montaža prizora je vedno ta skrivnost, ta res v bistvu lahko dosti več pove, če nekaj vidimo, pa kaj ne vidimo. Bi pa sam še dodal eno stvar. Vedno govorimo o seks scenah. Ampak tle pa še eno veliko polje v bistvu intimnosti. Mislim, da je tudi treba se pogovarjati in o dotikih, in o poljubih, in o neki bližini, v bistvu, ki je drugačna v kakšni sceni. In to so vse del teh vseh prizorov. Da ne bo zdaj samo vtis, da govorimo samo o seksu, ampak predvsem tudi, kar se tiče likov in dinamike, recimo med dvema. To se meni zdi ful pomembno. Ja. Absolutno, vse to je mišljeno, kakršnakoli intima, nekako potem pride ven, ko da govorimo samo. Če celo sam navežem, ker to se mi zdi v bistvu, ker nekaj tudi, ker pri nas se mi zdi, da je tudi porast trenutno serij, ful je več ene produkcije in tako, in za film se mi vseeno zdi, tako kot je Matevž in obe producentki, vendarle neka priprava tle je že boljša. Naši filmarji se mi zdi, da v zadnjih 10, sigurno če ne več letih, je to nek nov nivo produkcije, nov nivo obravnave filma in tudi se mi zdi, da slovenski film na čist drugi ravni, višji in boljši. S porastom teh TV serij recimo, ali pa prav to, ali pa internetnih ali kakorkoli, se mi zdi, da se pa točno tega še več zgodi. Teh enodnevnih, ki nekdo pride, ki sploh ni imel vaje. Človek pride brez vaje, pride na set, kjer smo mi neogreti z 2 mesecem snemanja, ampak tako 1 leto snemanja in je ekipa, mislim, je to res tako in pride nek to. To se mi zdi, recimo, še to je v bistvu sam za ozavestiti, v bistvu nek princip bi moral biti tudi absolutno za film vse, ampak prav te, ki imajo neke produkcije, ki se predvsem serijam posvečajo nek normativ, kako se obravnava osebo, ki pride, ki je v negližeju, ki mora priti iz garderobe na set, kako se na setu, a se set zapre, a se ne, večinoma se ne na seriji, ker je treba hitro iti, ker itak to narediš zdaj ccc. Ta neverjetna nerodnost in sramežljivost, ki se pojavi v tej osebi in tebe zraven, ki poskušaš to, gledaš okrog, ne veš,
Tle se mi zdi, da je treba, da je recimo še ena prostruja, ki je treba, ker se mi zdi, da film pa gledališče vsem lahko mata to predpripravo, da si lahko to nekako, čeprav s težavo, absolutno, bo treba tle narediti prostor tudi za to, ampak za serije pa noben niti ne razmišlja. Ker osebno tudi jaz, da bi meni rekel, veš kaj, v sredo imaš vajo, pa v četrtek imaš vajo za to sceno, pa za uno sceno, v petek, sobota, nedeljo, ponedeljek pa snemaš, pa imaš sredo spet vajo, si tudi sam ne predstavljam. Mislim, bolj izpostavljam to kot problem, oziroma da je treba tle najti tudi za nas neke normative, kako na seriji in da izpod tega standarda ne gremo, da se punce nikakor, rečem punce, ali pa tudi jaz sam v boksarcah čez set, ker ne gre sam zate. Tudi za nekoga v ekipu, ki mogoče ni fajn, da ti tam greš na pol tangicah mi. Mislim, tebi lahko, posneli smo sceno, ponovadi smo mi taki malo, še vznemirjen si od vsega, ampak treba to umiriti, treba to kontejnati, predvsem nekako zavarovati vso ekipo, ne samo igralce, ne samo z igralskega, ampak mislim, da je to, da bi bilo treba prav za ta hitra snemanja, za hitro tudi najti en princip, ker to pa seveda ni ne časa, ne človeka, ne denarja, ampak da je vsaj začetek kako postaviti ene temelje obnašanja na setu, ki pa je seveda pol zopet gled od sebe, se jih je treba držati. Treba je pač dati gor, tudi če ne normalno švicaš, treba je dati gor pač tisto zadevo in tako. Sem to, ker so tudi te pogledi dotiki, tega je ogromno poljubi in Med pripravo na to našo okroglo mizo sem poslušala tudi en podcast in mi je bilo zanimivo, ko so na Equityju povedali, da se zadnja leta v Veliki Britaniji zelo poslužujejo tega, da na začetku vsakega projekta preberejo neko afirmacijo in da so toliko vsi se tega navadili, da so potem začeli kar vsak dan na začetku snemanja to prebrati in da se jim zdi zanimivo, da z nečim tako kratkim in brez da bi ti v bistvu podučeval in pridigal, kot da res nekaj v zraku se spremeni in vsi vejo, kje je njihovo mesto. In bi jo sam prebrala, ko je Maja Sever tako prijazno prevedla. Vsak izmed nas, ki dela na tem projektu, ima pravico do dela v varnem prostoru brez strahu, prostoru brez nasilja in nadlegovanja vseh vrst. Delali bomo skupaj v spoštovanju naših razlik in praznovali darove, ki jih vsak od nas prinaša k mizi. Drug do drugega bomo vedno ravnali vljudno in spoštljivo. In če bomo izpostavljeni v strahovanju in nadlegovanju ali jima bomo priča, bomo spregovorili, saj bomo vedeli, da bodo naš glas slišali in da nas bodo jemali resno. Skupaj lahko ustvarimo varen prostor. Se mi zdi ful lepo. Marko in Lev, jaz bi vaju vprašala, glede na to, da delata tudi na tujih produkcijah. Če primerjata tuje produkcije z našimi v smislu teh intimnih scen, ampak kako je rekel Matevž, ni nujno samo pač seks scen, imate občutek, da je v tujini tle bolj odprt dialog, da je več priprav, tudi v smislu, to, kot smo videli, vseh teh pripomočkov. Ita je takrat poudarjala, da se zelo, se pravi, ko se režiser in igralec dogovorita, dokje je neki igralec pripravljen iti, pol režiser zelo natančno pove, a bi rad sam hrbet, ali bi imel rad se, kaj se vidi, kaj ne, dajo pol delati vse te pripomočke, prav v tenu kože tega igralca, igralke. Pa me zanima, kakšne imate izkušnje s tem? Meni se zdi, da je zelo odvisno, kje delaš. Pač, valjda, v kateri državi, v kateri kulturi, ker verjetno, če bi delal v Veliki Britaniji, bi to bilo boljš, če delaš mogoče na Balkanu, je pa približno tako kot pri nas. Čeprav, moja izkušnja je taka, en film sem delal, ki je imel recimo dva taka, bom rekel, pomembnejša intimna prizora, ki sta dobra za primer. In sicer sem že v Makedoniji. In je bilo tako, da imeli smo v scenariju en poljub dveh igralk in v bistvu tega poljuba ni od začetka, v bistvu od priprav, od scenarija, od castingov, ki niso vsebovali vaje tega valjda, ni nihče naslovil sploh. Se pravi, ne strani režiserke, ne strani igralk, ni bil naslovljen ta poljub. Nihče se ni o njem pogovarjal. Režiserka je predpostavila, da če so igralke prebrale scenarij, so videle, da je poljub noter in tega niso problematizirale, da so pač, da razumejo, kaj to pomeni.
Igralke pa, oziroma ena igralka od teh dveh je imela pač s tem težavo in to se je izkazalo takrat na dan, ko se je to moralo zgoditi, dobesedno, niti 1 minuto prej, se pravi v tejku. V prvem tejku smo v bistvu ugotovili, ker vadili smo seveda brez poljuba, ne, in v prvem tejku se je v bistvu izkazalo, da ena od teh dveh igralk v bistvu si tega poljuba ne želi, oziroma ima problem s tem, ne, in tukaj je potem v bistvu prišla to zavedanje, prišlo, da zakaj pa nismo o tem prej govorili, ne, in je bilo tako, ja, ampak saj je bilo v scenariju, nihče se tem mislim, ne, ker se je zdelo, to ni toliko intimno, ne, ni zdaj to neka golota, karkoli, ne, pa v bistvu smo imeli potem to težavo, ker režiserka je hotela, da je to resen, strasten poljub, ne, in potem igralka vse, kar je bila pripravljena narediti, je bil pač nek tak napol, ampak je bila tudi scena tako, da je nekako to šlo čez, ja, ampak je bil velik problem, ne, in pa je bila tudi režiserka dost, ki je sicer zelo občutljiva na te stvari, ne, sploh kot ženska, pa ne, je absolutno, ni da bi bila, ne vem, da bi omalovaževala te stvari, ali pa da bi se, ne, da bi to šlo mimo, pa bi bila tako, ja, naredite, sploh ne, ona se je zelo pogovarjala, ne, z igralci, ampak to se je zdelo toliko samoumevno na nek način, ne, da pač, če bi bil problem, bi že bile so profesionalne igralke, ne, tako, makedonske zvezde v bistvu, ne, tako da ni, da bi to bili neke materije ali pa neki ljudje, ki bi prišli na set, recimo tako, kaj Klemen govoril, to je bil proces, mi smo, in tudi ni bilo prvi dan, sploh ne, je bilo v bistvu proti, ne vem točno, ampak nekaj na sredini snemanja, recimo, tako da niso bile te stvari sploh, ne, v bistvu elementi, faktori, pa vse in kljub temu smo prišli do te situacije, ne, sprav zaradi tega, ker je bilo pomanjkanje pogovora o teh stvareh. In drug primer, tudi iz tega filma, je pa bil, ko je bila v bistvu scena enega med dvema likoma, med punco pa med fantom, ki pridete fant, povab punco v neko to kamping prikolico in se začnete poljubljati in potem on začne v bistvu, začnete se kakor tudi nek petting se začne, tam se valata po postli in gre v bistvu, napeljuje se na seks in njej potem rata v tem neprijetno, ne, v tej sceni. In mi smo to snemali in tam recimo je bilo neko dotikanje in ona je imela ta intimacy pad, se reče, neko silikonsko za genitalije, mislim, oba sta imela, no, pač te neke silikonske pokrivala, ker ni bilo v kameri, se tega ni videli, ni bilo tako posnet tudi, ne, ampak je bil pa ta scena v bistvu se spremenila se je iz scene nekega ljubljenja v sceno nekega napol nasilja, ne, s tem, da brez en lik ni razumel tega, drug lik je bil pa samo v bistvu nemočen in je v bistvu malo napol skoraj kot na poti k posilstvu, ki se ni zgodilo, ker ona pol to prekine in odide. In tukaj je bilo zelo dobro za njim poskrbljena, ne, recimo zelo je bilo režiserka se je z obema pogovarjala, sploh, mislim, vsi trije so imeli nekaj tudi privat vaje, sestanke in tako in pol tudi skupaj z mano in smo se pogovarjali, kako to posnet. In na tej ravni je bilo ful v redu, pa v enem trenutku smo pa ugotovili, da, ker nismo v bistvu pa aplicirali celotnega tega procesa na ta način, ker ga noben takrat sploh ni poznal od nas, ne. Čeprav recimo režiserka tudi študirala, ne vem, v tujini pa tako, ampak itak pred časom, ne, vseh teh movementov in tako. In je v bistvu prišlo do situacije, kjer je ta cela scena ni bila tako dobro skoreografirana, da bi jaz točno vedel, kaj se bo zgodilo. In potem tudi zaradi tega smo v enem trenutku prišli do te situacije, ki je bilo tako, kaj imamo, ne? A imamo vse? In je bilo tako, joj, ne bi rada ponavljala, ker je ne že zelo neprijetno, ker je res težka scena bila, ne? In smo v bistvu morali končati, sej, hvala Bogu, mislim, da v filmu dosta okej izpadali, ni, da smo nam nekaj manjkali, ampak bili smo v tej situaciji, kjer v bistvu je bilo tako, no. Jaz sem rekel, fajn bi bilo še en take narediti, ne, režiserka je bila, ne moramo pač, ker ne bom več, ne, tako. In jaz sem imel tam problem, ker nisem vedel, kaj sem, in sem mogel zelo probati neke stvari tudi poloviti, no, tako čisto na pamet. Ker na nek način, ne, direktorji fotografije pol take prizore malte ne skoraj improvizirate in upaš, da boš imel material, ne? Ja, ne, sej do neke mere smo vadili, pa smo vedeli približen, ampak pol nismo šli toliko detaljno v koreografijo tega prizora, da bi lahko vedel. Tako da ja, na nek način bil je ta element, ne, kjer nismo vsi točno vedeli, kaj se bo v katerem trenutku zgodilo, ne, oziroma tudi vsak je bil malo drugačen. In ja, jaz sem moral ene stvari pač ujeti, ne, in to. Pa lahko rečem čisto kontra, no, temu, ali pa mogoče drug primer, ne, jaz sem snemal en film v Avstraliji, 2 leti, oziroma lansko leto, in tam recimo, mi nismo imeli v tem filmu sicer intimnih prizorov, tako na ta način, ampak imeli smo pa recimo otroke, a ne. In avstralska družba, avstralska tudi industrija filmska je toliko regulirana, oni imajo toliko enih pravil,
da si predstavljam, da bi, če bi imeli res neke intimne prizore, bi sigurno nekako to naslovili. Ker recimo že za otroke, mi smo imeli v bistvu, otroci imajo, pravilo je, da mora biti na setu v bistvu varuška za otroka, ki je hkrati tudi medicinska sestra. Se pravi, mora biti ta varnost, pa ne vem, otrok ima vsako uro snemanja ima 10 minut pauze, obvezno, ne glede na to, kaj se dogaja, če 50 minut lahko dela, pa je pa 10 minut pauze, pa ne vem, lahko dela maksimalno 8 ali 6 uri lahko nas tako, 6 uri lahko maksimalno na setu, pa ne sme biti po 11 zvečer. Tako da velike teh regulativ za razne stvari tam in tudi za vse, kar otrok mora delati v prizoru, recimo, ker so tudi lahko, to sem to hotel prej omeniti, pa je mogoče dober trenutek, intimni prizori so tudi te, ko dva igralca, kjer je en recimo otrok, drug je pa mama, in se morata objeti. In za tega otroka je lahko to ful neprijetno, ker pač to ni njegova mama, ker je to tuj človek in to je tudi v bistvu intimen prizor. In tudi za te prizore se uporablja v bistvu koordinator intimnosti. Tako da mislim, da je pač nek ta anglosaksonski svet mogoče trenutno bolj, da občutljiv na to in ima tudi, pa tudi za druge stvari, in je bolj reguliran in več teh pravil, več teh varnostnih tudi nekih mehanizmov, da se ljudje počutijo varno na svetu, da je varno delovno okolje. In prav na primeru otrok v Avstraliji je tako, da v bistvu vsi se trudijo, da ta izkušnja snemanja ne bi bila travmatična izkušnja za otroke. Intima nima veze, ampak to je tudi, na nek način je povezan, se mi zdi, zato pač omenjam to, ker vseeno so otroci bolj občutljivi. To je moja izkušnja. Hvala. Ne vem, kaj bi dodal temu, kar le govori, razen tega, da se mi zdi, da je tako nekako vse izvira iz enega prvo razumevanja tega, kaj sploh počneš v projektu. Že kot snimalec oziroma DOP ali pa igralec nekako skušaš razumeti, kako kaj narediti, pa ne vem, kako interpretirati določeno stvar vizualno, kako razumeti dramaturgijo scene, kako pravzaprav, kakšen film delaš. In to je pa zelo odvisno nekako od senzibilnosti vseh avtorjev v projektu oziroma igralcev in avtorjev. Predvsem pa režiserja, koliko pusti ta odnos. Meni se je že večkrat zgodilo, da enostavno nisem v pripravah razumel, zakaj kaj narediti, oziroma sploh, da bi razumel potem kasneje, kako to narediti. To se zelo navezuje recimo na tvojo izkušnjo v interpretaciji te neke intimne scene. In jaz verjamem, da je lahko zelo frustrirajoče, ko prideš na, ne vem, sploh če se recimo v pripravah ne zgodi pogovor o celem filmu, kamoli v neki določeni sceni, ki zahteva še večjo intimnost, da je to zelo neprijetna izkušnja. Že po moji neki izkušnji je to, enostavno ne veš, kako bi pristopil v sceni. In zdaj ta senzibilnost oziroma ta predpriprava je pa pač zelo unikatna med režiserjem in ostalimi soavtorji. Nekateri pač ne pustijo v ta prostor zaradi določenih stvari. Včasih je to ego, včasih je to pač stara šola, včasih je kakšne besede se tukaj uporablja. In najbolj zanimivo je pa to, da recimo sem imel tudi to izkušnjo, da sem se leto pa pol pripravljal z režiserjem, enostavno sem čakal, da se to zgodi, na kar sem ugotovil, da pač on to leto pa pol se praktično ni pogovarjal z igralci. Recimo, kar je bilo dokaj šokantna izkušnja in zelo v bistvu frustrirajoče, ker ok, ješ, ali pa neki soavtorji že mogoče vejo, ampak potem pa prideš do neke situacije, da ne vem, recimo vprašanje je bilo za tujino, zgodil se pač ravno, mislim, da v tujini je bil prizor pač spolni odnos med moškim in žensko in on enostavno, režiser mi je cel čas govoril, kako se boji tega prizora. Jaz sem ga vprašal, pa si se pogovarjal z njimi o tem, on je pač odgovoril, da ampak se noče. In v glavnem se je že vedel, da bo pač ta večer, oziroma da bo to problematična zadeva. In potem pač v bistvu on tudi meni znal upravičiti v bistvu zaradi tega, ampak za režiserja včasih, mislim, najbolj pogosto je legitimno vse,
kar režiser zahteva oziroma želi. Razen, če je pač v neki agresivni maniri to podano, ne? Ampak ima neko legitimnost, da ti ne rabiš razumeti nečesa, ker on pač tako želi, on tako hoče, ne? In to bo najbolj za ta film, ne? Pač film vse, da nam kaj narobe rekel, ampak pač Kar bi rekel. Ne, na konc, mislim, doskrat to sem slišal, ni to neko moje mnenje, ampak pač doskrat sem slišal, da šteje na konc, to je ta neka groba resnica, pač šteje na konc tisto, kar je na platno, ne, se pravi, tudi nesporazumi, vse te neke zadeve, se pravi, če mi kot ekipa odidemo poškodovani iz seta, seveda psihično, da bomo že okej, ko bo ta film zdaj velik in uspešen in ne vem kakšen. Se tudi vemo, kako so se te zgodbe končale, Tango v Parizu, ali pa ne vem, ogromen je teh reči, ne, in ima film tudi eno to agresivno noto. Jaz sem imel srečo do zdaj, da se mi zdi, da so bili osebe in avtorji okoli mene vedno ljudje, ki niso prevozili ostalih in da se je ustvarjala ta kemija. Ampak nažalost je lahko tudi najslabša kemija na filmu naredi dober film ali pa pač obratno, ne. Je pa nujno, se mi zdi, in pomembno ravno ta neka ta misel, ki se je recimo prej povedala, oziroma neka oseba, ali to mogoče pač pri filmu ponavadi tudi producent, tisti, ki lahko ureja take problematične stvari, oziroma nekako je neko vodilo in konec koncev tudi vzgled, ne. So pa pač različni ljudje, ampak vsekakor dobro, Super, hvala. Mislim, jaz zase lahko rečem, da si izredno želim, da bi tudi v naš prostor v bistvu uvedli tovrstne smernice. Predvsem si kot igralka želim, da bi tej prizori vsakršna intimnost ne bili več tabu, ampak da bi se jim posvetili z enako mero predanosti, ljubezni in posluha kot vsem drugim prizorom. In me zanima, kaj mislite vi? Smo na točki, ko lahko rečemo, ja, bomo tudi v Sloveniji naredili ta korak in začeli te stvari počasi. Ker vidim, zdaj pravim, kot sem se pripravljala, je tudi v tujini to na nek način vedno bolj je živo, ampak še 2 leti nazaj sem gledala eno serijo, ki je tudi kar precej tega in je pač ta glavni igralec bil gost pri Jimmyju Fallonu. In je tam tudi bilo rekel, kaj sem bral, imate intimnega koordinatorja? In je rekel, ja, hvala Bogu, končno po 6 letih snemanja. In je rekel, zakaj? Mislim, zakaj to rabite, ne? In mi je bilo, okej, super, tudi v tujini in pri takih produkcijah je to v bistvu še zmeri tako in je ful lepo, prav iz tega tudi povedal. Zaradi tega, ker se jaz kot igralec lahko počutim, se neham počutiti privat in v bistvu lahko izrazim in svoje v bistvu pomisleke, pričakovanja in imam res občutek, da kot igralec v nekem varnem prostoru, ki me razume, lahko delam. Tudi presežke v bistvu, ne. Tako da, kaj mislite, na primer, vedve najprej z finančnega stališča? Če bi v Sloveniji, pa na primer, niti ni nujno, da izšolamo intimne koordinatorje, da bi mogoče že sam na začetku imeli čim več nekih posvetov in izobraževanj in preverili, ne vem, smernice in videli, kam mi lahko s tem zajadramo. Jaz mislim, da definitivno, no. Tako kot sem že prej rekla, ta kraft in tale miza zdaj sigurno gre v to smer. In glede na to, da se mi zdi, da se celoten sektor res povezuje okrog različnih vprašanj, okrog različnih problemov, da je to sigurno nekaj, kar je recimo, ne vem, društvo igralcev, ne, za skrbeti, da, ne vem, pač se te stvari res dobro
se reče popularizirajo, ne, ni to ta prava beseda. No. Skratka, da pač je to nekje na neki agendi nekih pogovorov in nekega ozaveščanja, ne vsakokratnega. Drugo mislim, da se mi zdi, da vseeno zdaj pač nekako neka generacija ljudi, ki generalno drugače gleda na te prizore in na sam pač proces dela in je tudi, se mi zdi, da bolj ozaveščena, generalno glede te neke higiene odnosov na setu, občutljivosti, glede različnih stvari, ne, pač od nasilnega forsiranja nečesa strani bilo koga, grobe komunikacije, ne vem, pač se mi zdi, da nekako prehajamo v eno obdobje, ko se vsi mečkano bolj zavedamo teh stvari in kar je tudi super. Tako da ja, sem se pa spomnila na en članek, ki je bil, mislim, da je bil Screen Daily pred parimi meseci, da so se pojavili neki novi, tudi zdaj poklici. Nisem si zapomnila vseh, enega sem si zapomnila in se mu reče well-being facilitator, se mi zdi, da nekaj takega, se pravi človek na setu, ki skrbi samo za to, da so vsi v redu. Da se vsi dobro počutijo, da so odnosi v redu, da ni nobenih mobingov, napetosti, tega unga, ne. Tako da evo, to verjetno prihaja po koordinatorju za intimne prizore, pride, ne vem, kako bi temu v slovenščini rekli, ne, ampak se mi zdi, da sigurno so pač generalno ta neka vprašanja občutljivosti, upoštevanja ljudi, ne vem, senzibilnosti, ne vem, pač film je intenziven, kreativen proces, veliko različnih ljudi, ki so posamezniki, sodeluje pri njemu in mislim, da pač to ozaveščanje in odpiranje teh debat je absolutno nujno in potrebno. Ida je bila izčrpna, jaz ne rabim veliko dodati, res. Meni se zdi, da je, mislim, pravzaprav nujno je, da vi kot društvo igralcev nadaljujete s tem, da ozaveščate tudi svoje članstvo v tem, ne? Da tudi vi kot igralci jim rečete, ti lahko rečeš, da ti nekaj ni v redu, ne, recimo pač še posebej recimo mlajše generacije, ki prihajajo in tako naprej, da jim tudi vi dajete neko to zaledje, da se bojo vsi počutili, ne, da se počutijo, da v društvu imajo nekoga, ki lahko pridejo. Vse to vam sem hočem pač kot nek tak primer dati, da jaz podpiram to, jaz mislim, da moramo nadaljevati, jaz mislim, da predvsem je potem to tudi nek tak razširiti med ostale kolege in ostale producente, ne, mislim, da pač to pa, da vi delate tudi z društvom režiserjev in potem MAGRFT, da vse več na tem bo prineslo samo pozitivne stvari. Mislim, jaz mislim, da več, ko se družba pogovarjamo, o čemarkoli je itak bolje, tako da tudi o tem več, ko se bomo pogovarjali, bolj bomo pač ne znali se s tem vsi handlati, rečemo, da vzemo. Ja, to se mi zdi zelo pomembno, ko si rekla, da v prvi vrsti ozaveščamo znotraj društva svoje člane in predvsem čim mlajši, se že res na akademiji o tem veliko govorilo in nekaj izobraževanja vzpostavilo. In ja, Matevž, misliš, da bi tudi režiserji bili pripravljeni, ne vem, če bi se organizirala neka tovrstna, ne vem, tako, izobraževanja na to temo? Ja, definitivno. Mislim, da je to nujno, to je ena od stvari. Mislim, da je tudi to vrstna delavnica, ki je bila v Kranju, se mi zdi, da bi bilo treba še kdaj narediti podobno izvedbo ali z isto mentorico, koordinatorko ali s kom drugim. Mislim, da je to pomembno, pomembno predvsem zaradi tega, da se o tem več pogovarjamo in vemo, kako pristopiti čisto praktično v takim scenam. Bi pa najprej rekel, da je fajno, da se pogovarjamo, ampak da se ne bomo pogovarjali predolgo. Treba je narediti takoj prvi korak. Jaz mislim, da prvi korak je tako, kot vedno, da se neke stvari začnejo premikati naprej in bolj odprto pogovarjati.
je treba, da mi kot društva, tle mislim vsa društva v zvezi, v bistvu sprejmemo vodila in jih v bistvu se jih vsi na nek način zavežemo, da jih bomo upoštevali pri snemanjih in delu. Mislim, da tle gre za, vsi se želimo varno okolje, tle je mogoče v tem primeru se seveda več govori tudi na podlagi MeTooja, pa zdaj v bistvu te intimne izpostavljenosti igralca, ampak na drugi strani v bistvu kot nek režiser ali pa režiserka ali pa snemalka ima mogoče podoben problem v bistvu. In o tem se moramo pogovarjati, ampak prvi korak se mi zdi, da bi bilo potrebno sprejeti na nivoju zveze smernice in potem iti od tukaj naprej. Ne pa se zdaj 2 leti pogovarjati o smernicah, ampak mislim, da, tako kot Ida rekla, vsi o tem govorimo in mislim, da je treba, da vsi tudi naredimo ta prvi korak. Super, da si to omenil, ker smo se na društvu prav to pogovarjali. Cilj okrogle mize se nam je zdel prav ta, da rečemo, kaj bo zdaj naslednji korak. Evo, naslednji korak imamo, da čistopis na upravni odbor od zveze in gremo tam naprej, ne? Ja, tako da bi mogoče še kdo kaj vprašal? Jaz imam 2 misli. A moram mikrofon? Ja. Najlepša hvala. 2 misli imam o ravnovesju vsega tega, oboje iz igralskega stališča. Prva to, da sem jaz kot mlada igralka, sploh ker izhajam iz metode in moramo vedno vse čutiti. Sama večkrat nisem bila dovolj pozorna na to, do katere mere grem. In so me in režiserji in cela ekipa spraševali, je to preveč, meni nikoli ni bilo preveč. In potem sem recimo po enem prizoru, ki je bil nekako, tako ko je Leo govoril, prizor posilstva, bila naslednji dan popolnoma v modricah in sem se sama spraševala, a res tega treba mi bilo. Tako da super, da se o tem govori, tudi stališče, da se mi kot igralci začnemo malo bolj za sebe skrbeti, no, ali se spraševati o teh stvarih, ker mislim, da zelo hitro gremo, sploh po akademijah zelo hitro gremo v mi vse lahko, mi smo tough, tako da, super tema. Druga stvar je pa ta, jaz pretežno sem delala v Ameriki in tam je šlo v zadnjih letih to eno tako skrajnost politične korektnosti, da ne smeš nikomur več ničesar reči. Dotakniti se nikogar ne smeš, če tega prej ne vprašaš, preveriš, to v kulturi, celi kulturi. In kot igralka tam je bilo v zadnjih letih vse težje delati, ker imam občutek, da več ničesar ne smem reči. V gledaliških procesih, naprimer, dejansko to, da se v procesu vaje, ne morem kar tako nekoga, a se te lahko dotaknem? Ne, ampak dejansko je tako, mi smo postali vsi popolnoma preplaščeni. Veliko soigralcev hodi na te treninge intimacy coordinators in naredijo tečaje in potem so tudi oni izobraženi. V 2 predstavah letos sem imela poljub sceno in vedno smo vlekli do generalke ta poljub, do generalke se nismo poljubili, ampak vse resnično nakazali poljub pa ni prišel do generalke. Doživela sem 2-krat, da je potem soigralec, ki je bil na tem izobraževanju, ena taka afirmacija je, kakor prisega. Daš roko, I solemnly swear, da v tem procesu spoštujem sebe in tebe, da se zavedam, da si ti v nekem odnosu, da sem jaz v odnosu in da to jada. Tako da me zanima, kje je ta, se mi zdi, da smo s tem zgubili v Ameriki, kjer je šlo res, se mi zdi, v skrajnost eno, ker meje so v resnici vedno čutimo in so zelo jasne, se mi zdi, kdaj je nekaj preveč in kdaj ne. In to, kar se zdaj dogaja, se mi zdi, da nima več nobene, da je šlo predaleč, no, v tem smislu. Tako da to se jaz sprašujem, kje je mera tega, da, ampak z tega stališča je tudi fino, da se o tem govori, a ne, v obeh primerih. Ker tega je pa res v Ameriki veliko, well-being coordinators, all sorts of coordinators so zdaj se je razpaslo kot neka modna muha, no. In vsi se sprašujemo, se dobro počutimo, check-ini na začetku, ogromno časa se zgublja na tem, a smo vsi v redu. Bila sem v eni produkciji, ki je propadla, zato ker so imeli soigralci težave z režiserko, ki jih jaz nisem videla, ampak ni bila dovolj, ena blazna občutljivost, no.
Tako da to sem hotela samo dati ven kot neko misel, če to sproži kakšno debato še naprej. Glede na to, ki si rekla, da se ne zgubi ta občutek, jaz sem imel isto, problem. Bila je Barbara Zemljič, režiserka, jaz in Iva Babic smo bili v skupini na tej delavnici, ker smo delali v bistvu, zdaj se nam spomnil za enega filma angleškega, tam starejši film, no, in je tam en se ljubimca dobite in je predvsem ta zadržana ljubezen, ta se bova, se ne bova, pa pride do poljuba in pa pride Ben Kingsley, še mladi takrat, in se to nekaj tam čudno zgodi in tako. V glavnem, to smo imeli za obravnavati in mi smo morali sami zdaj, kje bomo začeli, Barbara, dramaturško bom zdaj to povedala in tako. Midva sploh z Barbaro sem imela skozi problem, da je to preveč matematike, ne, da je zdaj, jaz sem mogel skozi Ivo, Iva, ali lahko zdaj to naredim, ali lahko to naredim. In se strinjam, mene je to bilo, dobro, zdaj za vsako stvar te pa tudi ne ravno vprašati, ne. Ampak v bistvu na nek način, če pa bi jaz bil z nekom, ki ga ne poznam v smislu, zdaj spet malo vračam na to recimo serijo, v bistvu bi bilo pa kul, po mojem, samo za začetek, za sprostitveni moment. Kar pa v bistvu je pol meni, ker jaz sem bil tudi z Barbaro oba bila, to je preveč matematika, vendarle to se mora zgoditi, pa se poljubiš, pa se nekaj zgodi, pa sva se poslišala, kaj govoriva, pa sva bila pol, mogoče pa ne. Mi pa pol čist iz tega kot koreograf, recimo čist v teatru ali pa tako, ali pa plesalc bivši, je pa tako, ko ti enkrat veš korake, jih lahko res odlomaš. Ja. Res jih lahko odlomaš pol. Dokler se jih ti še učiš, se mogoče rata en obrat, ampak v naslednjega pa ne moreš iti ali pa boš. In iz tega smisla, z neke čist tehnične perspektive, koliko v bistvu, recimo jaz mislim, da poljub bi se moral prej zgoditi že zdavnaj. Poljub je pač del koreografije. Meni je bilo tudi čuden, tam sva mi dva delala z Ivo vse in pa rekla Ita, zdaj pa lahko vprašaš Ivo, če boš poljubil, in že tako je bizarno, in se gledala z Ivo, te lahko poljubim, ja, jaz bom tudi tebe, okej, hvala, ne vem, hvala, ja, okej. In well, now you can kiss, in mi da se poljubiva, in to je bilo zdaj čuden. To je bilo zdaj meni, recimo, Ita gre naprej, okej, now you kiss, now you have the whole scene. Ampak mi nismo šli v sceni do poljuba, in da so se poljubila tako, žal Petra, ti lahko dam lučka, ja, cak, in jaz sem se počutil strašno privat. Tako da jaz mislim, da tudi tukaj je še za raziskati, kaj točno je pa kako. Tudi za igralca, meni se zdi za režiserja, ki z Barbaro pol, ki smo se pogovarjali, na koncu smo mi prišli do super stvari, do tako 5-10 minutah, kar smo imeli 15, znane strosti, pa tako dobro zivo s vami dva sproščena, ampak hočem reči, v neki matematiki je pa dober, ker ta matematika, ki je mene tudi bila najprej malo, to vendarle je stvar, ki se mora malo psihofizično zgoditi, nisem zdaj, da se mi zmenimo, kako, ne. Ampak se mi zdi, da ta sproščenost, ki je pa s tem z nami prišla, s tem z vsemi hecim, ki smo se spraševali, kaj to je, smo pa bili v bistvu na pravi temperaturi za to sceno. Mislim, če bi bila to zdaj ena daljša scena, če bi to bi bilo v bistvu zabavno to delati. Kar nič ne zlajša, nič ne zmanjša, nič ne, v bistvu, da ti je fun se tega lotevati. Tako da ja, jaz podobno razmišljam, ker tudi meni se zdi, da lahko zelo hitro pa zaide v to, da ne tukaj mi je v redu, tukaj mi je, ajde, Mislim, treba je uporabljati zdrav razum. To. Pa to, kar se reka, da zelo hitro pa vemo, lahko je samo to, pa če je napačen, do tega vsi začutimo, sploh pa igralka ali pa igralec takoj ve, wow, kaj je bilo pa to. In tudi režiser večinoma, če je ta ekipa, se takoj začuti, da je nekaj šlo, in te smernice, evo, so pa tam takrat za to, da greš do Petre, pa sorry, jaz se ne počutim. Pa tudi kot gledalec začutiš, kolikokrat gledamo filme, pa ti je nerodno za... A ni? Ti je nerodno za igralce, ko vidiš, da kar nič ni, ne? Tako da... To je recimo, kar si omenila zdaj, poljub, ne? Mislim, če samo razmislimo, to je tako, kot da generalke ne bi teksta se naučili. Ja. To je... Jaz imam eno vprašanje. A ni pa možno, recimo, v tvoji situaciji, tej konkretni, da bi pa ti rekla, ampak jaz bi pa želela to probati prej, recimo. Obstaja ta obraten mehanizem, recimo v Ameriki, kjer je to? Ja, recimo, da ja. Jaz sicer kot bela privilegirana ženska, težko kaj rečem trenutno v Ameriki, malo pretiravam, ampak... Ne, pa veš, kaj hočem reči, imaš delavca v procesu, a ne? Ne, sej to sem nekako... Ne vem, ne, v bistvu nisem, v bistvu je bilo vedno meni kakor vseeno, ampak na končni fazi mi na koncu ni bilo vseeno, ker mi je bilo premalo časa. Zdaj recimo, ne, a veš, mogoče je možnost, jaz lahko vse to razumem, samo zdi se mi, da ne lih to, pač pomanjkanje komunikacije je ponavadi ta problem in tukaj jaz vidim točno to, a ne,
ti si v bistvu, ok, nisi imela izkušnje, ampak tebi je bilo v bistvu, tebe manjkalo to, da probaš to prej. Ne? In mene zanima samo, a je ta prostor, da ti rečeš, jaz pa bi rada se ne on the day, ampak bi rada probala ta poljub prej. In to predlagaš in valjda potem ta drug šok lahko reče ne, lahko reče ja, karkoli, ampak ne, da obstaja tudi v to smer, a veš, ne. Res je, dvosmerna komunikacija, da niso samo ranljivost, da ne govorimo samo o ranljivosti, ampak tudi kar potrebuje vsak del ekipe. Ampak to se mi zdi predvsem pomembno zdrav razum, ker v Ameriki je šlo zdaj res v to, da takoj te obtožijo za karkoli, tudi ko je res, zelo hitro se ta cel Me Too situacija se je šla v neko brez zdravega razuma. Ampak to konkretno za ameriško produkcijo, kulturo. Vendarle je ravno to pomembno in tudi del te zgodbe, da ne pride do take situacije. To se pravi, da ne pride do tega, da te nekdo obtoži, da si napačno dal roko. Ker smo tukaj, ker se pogovarjamo, kako bo šla roka, ker je človek, ki je odgovoren, oziroma neodgovoren, ki ve, kako se pelje postopek in si pristal na to. To je smisel tega, predvsem pa, da je izdelek boljši. Zato gre. A bi bilo potem smiselno tudi v gledališču imeti koordinatorja intimnosti? To je bilo moje vprašanje, ja, kako se pa vi v gledališču s tem spopadate? Intimo, bistveno več imam občutek, mislim, tudi dotika bližnjih scen in vsega ostalega. Kako pa s tem v gledališču vi napredujete ali pa imate kakšen mehanizem že zares vzpostavljen, kar se tega tiče? Na začetku so že zelo intenzivne dramaturške razčlembe in se že tle zelo razčleni posamičen odnos, se mi zdi. In se razčleni tudi posamične prizore, kaj ona hoče, kaj on hoče, zakaj ona zdaj to reče, kaj ta beseda pomeni, kaj njemu naredi to. In je v bistvu v tem smislu so stvari že postavljene kot lik. Nimaš ti nikoli občutka, vsaj jaz nisem imela med predstavami nikoli takega občutka, da sem jaz puščena nekje tako kot jaz, privat, imam vedno občutek, da je lik, ne glede na to, kaj se dogaja. Prav zaradi tega, ker se od štarta toliko v bistvu vsako stvar razčleni, ne? Ker kot pravim, na filmu se mi je zgodilo, da pač o določenih prizorih nismo govorili vse do dneva, ko si jih videl tam na dispoziciji in si bil, sranja, danes je to, ne? Sam je pa ena ključna razlika, se mi zdi to, kar si je vprašala Petra. Pri nas v Sloveniji so teatri družine, v bistvu. To je ansambel, ki leta in se pozna in je že sam po sebi intimen. Medtem, ko v tujini pa ni ansamblu, ampak pridejo na projekt, koliko per filmih in je ta razlika v dojemanju in zato je pa nas mogoče nimate tazga občutka za potrebo potem, ampak mislim, da vseeno treba ustvariti varno okolje. Meni se zdi, da je predvsem, kar je pri teatru, je ta intenzivnost, ta ponavljajoči se moment. Na filmu narediš pač to sceno enkrat, je posnameš več tejkov, ampak je ta en dan, ki se to snema. V teatru pa ti imaš od ponedeljka do petka predstave, medtem vadaš za drugo predstavo, kjer je mogoče še ena scena in se popolnoma strinjam, da je to mogoče pol iz tega, ker se bo kle postavilo nekaj, je treba tudi zaviti proti teatru, ker jaz imam zdaj sam izkušnjo, tudi kot koreograf se me dostkrat kolegi cuknejo za rokavo v bistvu samo, kako jaz vidim to, pa če bi lahko tako, pa če lahko sam tam malo to pomagam. Sploh ne, da bi kot funkcija nastopil, ampak sam kot kolegijalno v smislu, da pa kak ne jaz pol to naredim, pa tisto, da mislim, da neka, ker so tudi, kot bi rekel, tudi gledališče napreduje v smislu uprizoritev, kakšne so, kakšen je ta postdramski teater, kaj zahteva od nas igralcev, kjer smo večinoma zdaj sam še mislim, šiba še zelo malo tega dramskega, klasičnega teatra in se mi zdi, da zahteva počas tudi gledališče to. Je pa res, da tako kot s filmom, ki je nova generacija režiserjev in režiserk in vseh ostalih sodelavcev vleče v neko dosti bolj normalizacijo odnosov, dosti bolj teamwork, je tudi v gledališču zelo, moram reči, da je zelo, hvala Bogu, ta trend, da mladi režiserji in tudi veliko koreografov imajo, oziroma avtorske ekipe več zraven in tudi sami imajo to neko občutljivost, ki pri tem pomagajo. Se pa strinjam, da je treba biti konkreten, da je treba tukaj in mislim, da potem tudi teater mogoče
Mogoče Zelo drugače se mi zdi v gledališču je situacija čisto druga, ker si tudi... Nisi toliko pač popolnim neznancem, neodprt. Ja, ampak v bistvu publika je tvoja ta odgovornost potem kasneje, ne? Ko se ti soočaš s tem prizorom, ko delate to, je nekako dlje, več je časa, ta časovna komponenta je čist druga, več se lahko mogoče celo pogovarjaš, več lahko koreografije narediš. V filmu je vse toliko hiter, enega imaš, kateremu recimo, da odgovarjaš režiserju in je tako, njemu si pa ja želiš ugoditi, ne? Da bo hitrej, pa da bo lažje, pa da bo lepš, pa zaupamo njemu. V gledališču pa nekako se zdi, da imaš potem, ko se začne to pred publiko igrati, imaš malo več svobode. Ona je ta odgovornost in ta situacija, pred katero pa ja, ne moreš zdaj nikomur ugoditi, ker si ti na odru, nekako si odgovoren tako več do sebe, nekako se lahko stvari spremenijo tebi, soigralcu. Nekako je več svobode in večja varnost je, ko si sam s sabo pa pred temi neznanci, kakor ko si v enem malem prizoru pred kamero pa poskušaš nekomu enemu ugoditi. Bolje drugače. Dobro. Pa teater tudi mogoče sam po sebi išče neke načine uprizoritve, ki so mogoče malo bolj, ne vem, malo poetično ali simbolno, ali veš, nismo tako konkretni kot na filmu, ko lovimo v bistvu realizem, ne? Tako da že tle se ne počutiš toliko razgaljenega, ne? Tako, mene potem gospa iz ozadja opominja, da moramo počasi zaključiti, ker nas v avli čaka pogostitev. Tako da hvala vsem za udeležbo, hvala res vsem vam. Mislim, da je bil pomemben pogovor in da smo ogromno enih stvari premaknili naprej in Matevž, pozdravljam to, se pravi, gremo naprej z nalogami. Ne, samo pač na resno, tako kot je pač rekel, no. Na upravni odbor pridejo pač smernice od vas pripravljene in gremo naprej. Vi boste delali na vaši igralski strani, mi na naši prej. Super. Hvala lepa. Hvala vsem.